Pomije. Kdo je pomije? Pomije jejo kravice in prašički na farmi. In če kravica pridno je svoje pomije, jo te pomije odebelijo, polenijo, naredijo pasivno. Takrat se kravica gotovo ne spomni brcniti gospodarja in zbežati iz ujetništva na široke travnike, kjer bi vase lahko dala nekaj resničnega, polnovrednega z vsebino, ki okrepi, ne pa poleni. Ta teden govorimo o tem zato, ker smo vsi, ampak res praktično vsi, govorimo o naši generaciji, no, ne vem, kako izgleda 60-leten algoritem, ampak ta teden vsi na svoje algoritme dobivali nov trend AI pomij in sicer različna AI živila, ki govorijo o svojih učinkovinah in lastnostih. I'm black coffee. Drink me without sugar. I create a shield around your liver that stops scar tissue from forming. I'm beetroot. Drink my juice. I am a heavy-duty power washer that blasts stagnant toxins right out of your liver cells. I'm turmeric. Mix me with pepper. I repair the damaged cells in your liver and paint over inflammation with a healing gold layer. I'm grapefruit. Eat me fresh. I activate the enzymes that chop up fat deposits so your liver doesn't get fatty and sluggish. Ja, to je sicer pomija, ki se lahko za sekundo zdi celo, da ima neke uporabne vrednosti, pa je v resnici nima. Takole mi dobivamo te pomije na svojih algoritmih in počasi kot kravice v intenzivni hlevski reji postajamo zaspani, leni, depresivni, brezupni, gnilih možganov in piškavega duha. In to je AI antikristom, kot so Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Predvsej v interesu, če vprašate mene. Gospodar si želi podrejene, brezzobe in kastrirane krave. Politiki in ceneni influencerji so se mašinerije za produciranje cenenih umetne inteligence video seveda prijeli hitreje kot muha dreka. Še nikoli nismo imeli tako preproste metode za samo identifikacijo luzerjev. Elon, ki ima v resničnosti telesno konstitucijo hruške z alergično reakcijo, na Twitterju objavlja fotografije sebe s six-packi. Naše mamice in oči na internetu že par let ne razločijo več med deepfakey in resničnostjo. Da me ne bo kdo spet obsodil sterizma. Dam primer pod posnetkom Stevanoviča, ki v hotelski sobi nazdravlja in slavi s Putinom, kjer je Marinka C. spodaj napisala: da ni tole slučajno AI. Bravo, Marinka. Ja, da ne bo pomote, zdaj se je zaradi sofisticiranosti pomij začelo dogajati to, da celo naša generacija, ki smo z internetom gor zrasli, ne prepozna več resničnosti od neresničnosti. Seveda gre tudi za super biznis. Naš najljubši požigalec in influencer Aleksandar Repić ne pridi prav, znan po javnem izpostavljanju nategunov, je obrasti svoje znamke odprl AI univerzo, kjer bo svoje fane učil izdelavo AI avatarjev. Pogoja sta dva, vpisnina 500 € in IQ sobne temperature. Lovec na nategune je postal nategun, kako zelo poetično. V tem trenutku odpiramo klice 01475 2202. Kako gledate na to AI prihodnost, kako gledate na to umetno inteligentno dobo, kjer človek ne bo več vedel, kaj je resnica in kaj ni. Jaz sem svoje karte in absolutno pristranskost pri tej debati že razkril, ampak zanima me mnenje tudi na drugi strani, tudi tiste, ki na vse skupaj gledate kot na pozitivno prihodnost, na neko utopijo ali pa na nekaj, kar lahko prinaša optimizem. Po mojem mnenju je človeška duša na preizkušnji, ljudje že pišemo kot ChatGPT, nekateri že govorimo kot ChatGPT in prav kmalu bomo začeli kot ChatGPT še razmišljati. In mogoče še tole, na vprašanje, kako razmišlja ChatGPT, lahko precej preprosto odgovorimo, če se vprašamo, iz česa jemlje ChatGPT. In odgovor je iz čistega destiliranega povprečja. Brez vonja, brez okusa in brez barve. Ampak to je moje mnenje in zdaj me predvsem zanimajo vaša. Jure je že z nami. Dobro jutro, Jure. Dobro jutro. Jure, kako vi gledate na to prihodnost, ki se zdi, da če gledamo naše Instagram, TikTok algoritme, postaje vse bolj vse bolj jasno. V prvi vrsti bi rekel, da res čestitam za izbiro teme, ker mislim, da se precej premalo govori o tem in da je v bistvu ta tema premalo
diskutirana ravno zaradi tega, ker je potrebno aktivirati možgane, ne, in mislim, da se ključ vsega in tudi drugačne prihodnosti skriva ravno v tem. Ne. Pasivizacija, s katero pač že nekaj časa in socialna omrežja, še zdaj pa s podporo AI-ja nekako pasivizira možgane, povpreči razmišljanje in vse ostalo, je pač rezultat tega, da ljudje smo po naravi leni, ne? In da pač brez nekega efforta bo zelo težko premakniti tudi AI mogoče v smer, da bo AI pogrunto, da ta človek pa ni tako neumen in da v bistvu se mora tudi on potruditi. Ne? Zdaj, zakaj vlečem to analogijo? Ker recimo jaz AI precej uporabljam pri iskanju podatkov, iskanju člankov, iskanju informacij kakorkoli in vedno dobim nazaj, ne glede na to, da imam vklopljeno tisto najbolj pametno verzijo, pa da je treba, da moram 2-3 kroge odteči, se pravi kritično razmišljati, zato da potem nazaj pa res dobim bolj destilirane, bolj kvalitetne, boljše informacije. Jaz pravim, meni AI zelo pomaga, ker če bi jaz moral prekopati vso to goro podatkov, bi zelo težko prišel skozi. Ampak rabim vklopiti možgane. Zakaj? Zaradi tega, da kritično sprašujem, da pridem do konca. Se pravi, ni zdaj vse za verjeti. In zdaj, če vlečemo analogijo nazaj, smeti se bodo same izločile. Če bomo mi delali v smeri, da jih bomo izločali. Ampak Jure, a se vam ne zdi, da je to podobno, jaz na to zdaj gledam podobno kot na socialna omrežja. Na začetku je bila neka euforija, je bilo tako, wow, končno lahko, demokratiziramo ustvarjalce vsebin, nek muzičar, ki je prej rabil založbo, bo zdaj lahko preko Instagrama promoviral svojo muziko, pač vse skupaj, s prijatelji bomo konstantno lahko na vezi. Bil je nek občutek nekega optimizma na začetku, ampak zdaj, ko za nazaj gledamo, so nam socialna omrežja, sploh pač novim generacijam, že na pol kastrirale možgane. In mene je v bistvu krvavo strah tega, da nam bo umetna inteligenca kastrirala še drugo polovico. Kljub temu, da se bomo na začetku trudili. Še enkrat, jaz se strinjam s tem, ampak stvar je v kritičnem razmišljanju. Sej, tako bom rekel, obstaja vic na to temo, o čemer ste prej razlagali, da včasih je za tvoje oslarije vedel sam sosed za šankom ali pa še dva, ko ste poslušali, zdaj ve pa cel Facebook. V glavnem gre za to, da ponavadi, recimo, če spet aludiram nazaj mogoče na Johna Cleesa, da moraš biti za to, da veš, da si butast, relativno inteligenten, da se v bistvu zavedaš, da si butast. Tu je ta catch-22. Če se ti zavedaš, da nekaj ni, boš nekaj naredil. Če se pa tega niti ne zavedaš, bo šlo pa naprej. In tako kot recimo pri športnih kartonih, kjer se dogaja polarizacija, da so eni zelo aktivni, eni pa nič, včasih je bila pa to Gaussova krivulja, se dogaja tudi tukaj. In jaz mislim, da je težava bolj v ljudeh in v tem, da mi enostavno ne znamo se aktivirati in da preveč pasivno spremljamo te stvari. In dokler bo to sprejemljivo v družbi in da bodo recimo najbolj všečkane stvari, tudi najbolj butaste stvari na internetu, tako dolgo se ne bodo stvari premaknile. Ampak jaz mislim, da se počasi bližamo neki kritični točki, ker zdaj se pa zavedamo, da pač ti algoritmi lahko spremenijo tudi kvaliteto življenja. Jaz za ZDA še nisem čisto prepričan glede na njihov šolski sistem, ampak upam, da se bo vseeno našla kritična masa ljudi, ki bo te stvari okoli obrnila. Kakorkoli, AI je produkt človeka. In jaz še vedno verjamem, da se te stvari lahko obrnejo. Jure, najlepša hvala za tole mnenje iz vaših ust v Božje ušesa. Upam, da držijo stvari, ki ste jih povedali. Okay. Hvala tudi te, Boris, za odprtje teme. Absolutno, hvala. Jure, torej, svojim mnenjem o prihodnosti, ki je lahko tudi z umetno inteligenco svetla, če dvignemo neko splošno zavest. Z nami pa je že Robert. Robert, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Robert, kako pa vi gledate na to
Bi se deloma strinjal s predhodnikom, čeprav jaz sem fotopodjetnik, sem še bolj analogne sorte. Ne? Ja? V bistvu informacije so bile lahko že tudi prej take, bi rekel, zelo zavajajoče, zdaj so pa še toliko bolj pa lažje so zaseljive. Pa še ena past je tukaj. Ker danes imaš ti na Google, recimo, da gremo na Google, se ni pomembno. Ja. Informacijo, ker misliš, da ti je dostopna. V bistvu je vsaka prečiščena lahko. Ker si prepričan, da imaš resnične informacije in toliko bolj verjameš. Ampak, ker se pa kritičnega mišljenja tiče, je pa zato treba tudi neko predznanje. In zdaj, če rečemo, ko mi ga mogoče še imamo. Nekateri ga še imajo, ampak če se bo to nadaljevalo v to smer, ki se zdaj kaže, se bo vse obrnilo samo še na neko umetno inteligenco, na neki Google in ne bojo ljudje ne brali, ne starih knjig pogledali, ne spraševali nikogar, ki ima izkušnje, ampak bojo slepo verjeli temu napisano. Ja, zdi se mi, Robert, da je tukaj predvsem to, neka zavajanje, pa avtoritete, ki lažejo, pa mediji, ki lažejo, to je, se mi zdi, da nekaj, kar je večnega v človeški družbi in tudi v človeški duši. Tukaj se mi zdi, da predvsem govorimo o tem, da je način zdaj teh informacij, sploh na algoritmih, niti mogoče ne govorim tukaj nujno toliko o teh AI pomagalcih na Google, čeprav tudi to čisto dokazano poleni možgane, ampak govorim bolj o tem, da je ta vsebina že sama po sebi taka, ki pasivizira, ki po mojem mnenju kastrira človeško dušo. Se pravi, se vam zdi, da ne vem, s prihajajočimi generacijami pa s tem porastom umetne inteligence lahko pričakujemo, ne vem, kako se lahko borimo proti nekim tem pasivnosti, cinizmu, lenobi, vsemu temu, ki je produkt tega, da nas s tako vsebino po domače rečeno futrajo. Zdaj je tako, kritične mase mi doseželi bomo ne. Je že to prepozno. Se pravi, gre vse v smer, tudi mi, smo tudi mi deloma vodni z takih ali drugačnih stvari. Recimo jaz bom dajem čist primer, ki je izven tega, ampak je dejansko dober prikaz pri svojega posla. Pa ne bo povedal, zakaj se gre, ni pomembno. Je firma, obstaja firma, svetovno slavna, dela totalno in šrot, ampak kupujejo jo pa zato, ker vlaga vse v reklamo. Vsi produkte ne znajo dobro narediti. Reklamirati ga znajo pa zelo dobro. In to gre na ta način. Ker ti ljudem ne daš več misliti, ker jim ni treba, seveda vsi smo nagnjeni s tem, da hlenobi, kakor pa taki ali drugačni. Ja. Potem greš na to, kar ti servirajo in si zadovoljen s tem in če dalje bolj si zadovoljeni, čez generacije pade ta kritična masa, ki še razmišlja. Pa tudi ni zaželen, da bi pol še razmišljala, zato ker si že manjšina in pomečkem stigmatiziran lahko. Ja. Pa tudi če razmišljaš, tudi če si toliko obroben, da si popolnoma nepomemben. Ja, Robert, hvala za to svarilo. Bomo, upam, da si ga vzeli. Ja, sam pomagal ne bom več. Jaz upam, da bo, Robert, veste kaj, jaz mislim, da cinizem v tem trenutku ni rešitev. Nikoli ni rešitev. Ja, to je realnost. Mogoče. Najlepša hvala. Malenko svoje nasiljenje. Robert, torej z malenkost bolj ciničnim zaključkom, kdo bi mu zameril, ampak res poskušamo iskati bolj rešitve, kot konstantno samo pizditi in greniti, če se le da, kljub temu, da včasih absolutno ne gre drugače. Pavle, dobro jutro. Dobro jutro. Pavle, kaj pa vi? V katero smer boste šli vi? Ja, jaz tudi nisem reč naklonjen umetnosti inteligenci, ne. Zaradi tega, da pred mano sta govorila o kritičnem razmišljanju, ne. Problem kritičnega razmišljanja je to, da ga večina ljudi nima, ne. In zdaj to ne moreš ljudi naučiti. To ali imaš ali nimaš. Po drugi strani pa tudi dejansko se ljudje poneumljajo s tem grozen. S tem, če ste gledali film Idiokrasi, ne. Nič posebnega od filma, nekaj to, kar komedija ne bila, ne, ampak je pa grozen to, ne, enega zamrznejo tam za 500 let ali 5000 let, koliko stajta, že 500, ja. In ga se zbudi in je on najpametnejši na svetu. Tam so odrasli ljudje, ki se ukvarjajo s tem igračkam, ki imaš trikotnik pa kvadrat, pa noter ne znajo, da
trikotnik v trikotnik, pa kvadrat v kvadrat, pa take stvari, ne. In to se že danes vidi, recimo že tukaj še umetna inteligenca ne hara preveč, ne. Zdaj že vidimo, kaj smo danes politike, recimo, ne. In tam je predsednik tak butel, ne, da, ampak kam je šarmirali pa te filmove, to se neko groza, to se bo res zgodil, ampak si mislim, da se bo v daljni prihodnosti pa zdaj vidimo Trumpa tam gor, ne. Po drugi strani pa je sicer, ja, vse je uporabno umetna inteligenca, ampak kot sem rekel, jaz nisem naklonjen, jaz sem čez med telefon na tipke, pa tudi izogibam se vsem tem medijem elektronskim, če se le da. Ja, Pavle, to je tako kot, po moje je to dejansko najboljša taktika, ne? Ker na podoben način, kot se odvisnik od heroina ali pa nekdo, ki bi lahko to postal, najbolje pred njim skrije, ne vem, nekje, kjer ne bomo dostopa do igle in do sestavin, je verjetno najboljši način ali pa najboljša rešitev do tega, da nas ta umetno inteligentna prihodnost ne pasivizira v neke robotske sužnje, da se pač kar se da oddelimo ali pa vsaj omejimo od te, ne vem, od tega heroina. Sigurno, se pravim. Jaz se držim tega res tako, kot ste to rekel, kot bivši džanki, ne. In nekaj časa se bi totalno ta tehnofrik, ne, sem vse požaril, karkoli vam prišlo, ne. Potem se pa začel malo oddeljevati, tako da danes imam SMS pa mail, to je max, kar jaz uporabljam, ne. Že moram zaradi določenih službenih zadev. Absolutno. Je pa tudi še nekaj, ne, ker ljudje, ne, ker so, je zdaj tako, namreč hoče noče žaliti, ne, ampak je dejansko večina ljudi sledi, ne razmišlja, ne, pa to ni mu zaslugih neumni, ne, nimajo časa, imajo preveč dela s svojim življenjem in pa se niti ne razmišlja, dela preveč skrbi v življenju, ne? Absolutno. In niti ne razmišlja, nima tajta razmišljati, ne? A se vam ne zdi, da ravno zaradi tega bi potrebovali neke sistemske rešitve? Jaz zato postavljam tako jezen, ko gledam, ne, Goloba in seveda na drugi strani še koga drugega in predvsem večino politikov, kako vsi o umetni inteligenci govorijo s tako neko naivno, optimistično, nekritično idejo, da je to nekaj, kar nam bo pomagalo. Jaz mislim, da bi potrebovali neko, ne vem, da bi na tom, po mojem mnenju, no, mogli gledati s podobno neko kritičnostjo in strahom, kot, ne vem, ko se pogovarjamo o podnebnih spremembah. Pa se mi zdi, da se na sistemski ravni pri nas na umetno inteligenco gleda samo kot nekaj nekritično lepega in na neko lepo tehno prihodnost, ki nas čaka. A se vam zdi, da tukaj lahko sistemsko rešujemo stvari, ali to ni mogoče na mestu sistema, je to na mestu posameznika? Mogoče za začetek, če ne glede tega sistema, ampak kakšno oddajo, če ima kakšnega strokovnjaka povabite, ne, se mislim, da ste že imeli z nekaj tazga, no? Pa da bi se tudi recimo to več na radiju, na televiziji, tako bi rekel, kritično, ne, recimo nekaj strokovnjaki, da bi o tem govorili, da mačke ljudi upozorili, da ne glede, mačkam probite od tega, recimo, če rešujete križanko, pa se kakšne besede ne spomnite, ne takoj gledati na Google, kako se že temu reče, ampak probite vrtati to vse po možganih, ne, da spet trenirate svoje možgane, ne, da ne bo tudi nekoč kakšen Alzheimer pa kaj tazga, ne. Torej, dal bi se marsikaj po moje narediti, ne, sem zdaj pa to ljudi upoštevali, ki pa ne je takšen rodje, da se hitro razbremeni, ne. Ti si tam hitro prvič prideš do nekaj, prijatelj moj mi je naredil pesem o meni, ne, jaz bi se mogel verjeti, nek tak funky komad, mislim, tudi, to je res, kad je to en dober band naredil, ne, sem bil zgrožen, sem to slišal, sem rekel, to ne morem verjeti, ne. Da, jaz mislim predvsem, da Lenoba je tista, ki nas bo pokopala, ne. Absolutno. Pa še za na konc mogoče še enega, ne. Ja. Ne veste, kakšna razlika, če sem umrl ali pa mrtev, ne. Ja, kakšna? Ja, nobene, ne, v obeh primerih ti se tega ne zavedaš, drugem je pa hudo. Pavle, najlepša hvala. Lep dan. Nasvidenje. Zaključili bomo še zelo nehitro z Milanom, da zaokroži ali pa nas popelje v neko svojo misel. Milan, dobro jutro. Boris, dobro jutro. Dobro jutro. Če povzamem oziroma mogoče še kaj dodam vse moje predhodnike,
kako v bistvu obvladaš množico tako, da jih obremeniš, da nimajo časa in da jim rečeš, le tukaj imaš poenostavljeno orodje, ki ne rabiš nič razmišljati, ful ti bo lažje življenje. Ne? Hkrati je pa to orodje tako, da mu da informacijo samo tisto, kar ti hočeš, zato da bo bolje vodljiv. Ne? Absolutno. In če povzamem tistega enega izmed predhodnika, ki je rekel, noben danes več ne vzame, pa čita knjige in tako naprej, ne? Leta nazaj, ko si hotel neko informacijo dobiti, ni bila dovolj ena knjiga, da odpreš, ampak kar nekaj oziroma skupek določenih vsot knjig, da dobiš neko informacijo. Ampak tam zraven si dobil še par drugih informacij, ne? Kar pomeni, da si nekaj te raziskoval in to je tisto stvar, česar se bojijo v bistvu vsi teli naši nadzorni, so to, da ne raziskujemo preveč. Ne? Ja. Kjerkoli. Lej, lahko je gospodarstvo, lahko je zdravstvo, lahko je farmacija, ne pomembno. Pomembno je v bistvu ubiti tistega raziskovalca, ker v končni fazi, če daš enega otroka, pa mu daš vžigalice, pa se bo spekel, on bo vedel točno, kaj bo ta vžigalica naredila in jo bo spoštoval naslednjič, kaj bo prijel. Če mu pa rečeš, da to peče, ne, kaj misliš, kaj se bo zgodilo, ko bo 2 leti, 3 leta star? Ja, baj to bo zažgal, ne, zato je, ker pač enostavno ne ve, kaj to dela. Ne. In tega pač enostavno pod nekim celofanom varnosti, enostavnosti, da smo mi leni in tako, ne, samo fokus spreminja. Ne. Pa Milan, se mi zdi, da ste super načeli še prej eno stvar, ki je nisem niti jaz, ampak se mi zdi tudi pomembna. Ne, dejansko je, mislim, pa se to sliši samoumevno, pa je po mojem vredno omeniti, ne, umetna inteligenca vedno potrjuje naš bias, ne, in naš ego. Ne, je recimo tisti primer tistega, ko je nekdo napisal moja žena je po 14 urah dela prišla domov in bila preveč zmatrana, da bi mi skuhala večerjo, jaz sem brezposeln, zaradi tega, ker sem se počutil zapostavljenega, sem jo prevaral. In je umetna inteligenca seveda odgovorila, lej, sicer je to, kar si naredil, je mogoče lahko pojmovano kot nekaj negativnega, ampak ti si samo izražal svoje čustva in v resnici odgovornost pripada njej. Ker kljub temu, da je 14 ur delala in ti ni skuhala večerje, je njena odgovornost kot tvoja žena, da ti da to ljubezen in da te podpira. Kljub temu, da je naporno, to ni izgovor. Ne? In je v bistvu tako čudovit primer tega, kako nam umetna inteligenca tudi s tem potrditvenim biasom nas še bolj dodatno pasivizira in nas da v nek tak čudovit, lep, len mehurček. Ne samo to, Boris, ampak poglej, 3 stvari tukaj, kar mi govoriš. Ne? Ja. Ena, to moj ego je na filo. Ne? Druga je ta, da v bistvu prešalto je krivdo na nekoga drugega, kar pomeni, da odgovornosti sploh ne rabimo sprejemati. In tretja stvar, kar je najbolj pomembno, ne se dajati v skupine, ker kot posameznik si najbolj pomemben. Se pravi, kot posameznika te bom z lahkoto zbrisal, če boste vi v skupini, imam pa večjo težavo. Ne? Bravo, Milan. Ne, in tukaj je ta stvar v bistvu nadzora, ko mu jaz temu rečem, ne? Ampak v končni fazi je vse stvar zelo globje zakoreninjenja z našimi starši, kjer je bilo v bistvu narejeno tako, deli in boš pač enostavno nekaj ustvaril, potem si imel to mentaliteto, mi pač enostavno treba je pošteno delati, dvignila se je ceno življenja, kar pomeni, da boš redko kdaj doživel s poštenim delom, da boš karkoli dosegel, ne? In se ženeš in pa si pač enostavno prekurjen, dobiš določene stresne situacije, iščeš lahke rešitve, iščeš druge stvari, potem po drugi strani tudi ta socialna mreža, ki si jih omenil, ne? 90% je nekega halucinacije v tem življenju, da sploh obstajajo v nekem imaginarnem svetu, kar pomeni, da nas še vedno naprej poriva, to je srabom. In na koncu zakonodaja kot taka, ki to podpira. V prejšnji teden sem videl en zelo dober primer, po koliko denarja se recimo stanovanja v Ljubljani ali hiše kakorkoli prodajajo, to več niso 200-300 tisoč, to so po 2-3 milijone. Ne? In kaj je najbolj zanimivo, da Furs nikoli ne bo obiskal tega človeka, ki bo kupil recimo 2 milijona, od kje je on ta denar sploh dobil.
Ali pa recimo 400 tisoč je kupila ena družina, ki ima vsak po 2000 evrov plače, kje si ti dobil ta denar, kdo je tebi dal ta kredit in tako naprej. Ne? Po drugi strani bo pa, ne vem, nek pridelovalec mleka, bo mogel pač pogledati, kaj je in bo je rekel, super, te preveč mleka dela, da mi pokaži, kje imaš v bistvu dejansko imaš fitofarmacevtske stvari shranjene in tako naprej, preveč jih uporabljaš in ga bojo obubožali. Tako da to je vse napeljano na ta način v neki matriki, pa nisem nek, bom rekel, človek zarote, ampak sem probam biti nekega širšega pogleda. Tudi sam uporabljam ChatGPT. Treba je razmišljati tudi, če kdaj gremo v kakšno zajčjo luknjo, ki v resnici ne obstaja, ampak velikrat pa najdemo marsikakšen tako, to je pa ti se raziskovalc spet, ne? Tako. Najlepša hvala, Milan. Hvala tebi, Boris, pa veliko uspeha še naprej. In enako. Važi, uživaj, čau. Jure, Robert, Pavle in Milan so bili z nami. Sploh Milanu hvala za tele 3 stebre. Odgovornost, posekanje ega in skupnost. Dajmo se boriti, da nas robotska volja ne pogoltne.